tej knjigi bi lažje govoril, ker seveda absolutno ni res in je napuh. Knjigi je naslov Nikjer doma. Ja, kar bom zdaj rekel, je, če bi me Stanko, upam, da me bo videl ali kaj, bi lahko bil užaljen. Jaz se imam ne za soavtorja, ampak za bistvenega sodelavca pri tej knjigi. Namreč zato napisal je on, ki je talentiran, tudi pisateljsko, da ne govorim tudi zgodovinsko. Jaz sem nekaj pisal o agrarni reformi še po Kolaku v romanu Pesnica in sem zvedel, da so hodili slovenski kolonisti in iz vseh republik države so v Beogradu centralistično sklenili, koliko jih naj gre na mesto tistih 15.000 posestnikov banatskih Nemcev in so tam naselili. In ker sem nekaj o tem pisal, sem njemu omenil v nekem pogovoru, pa mi je rekel, ja, Parlič, jaz sem o tem napisal knjigo, imam doma rokopis, pa ni dobra, pa mi je nišče ne bo natisnil. Je pa že prej izdal si eno knjigo, ki je mogoče tudi bolj zbornik, čeprav je on ne samo uredil, tudi vse zapisal, kaj so ljudje govorili, z naslovom Od Soče do Mure, ker je njihov položaj po prvi svetovni vojni opisal v tisti knjigi precej dokumentarno. Zdaj pa mi reče, da doma ima še 200 strani enega rokopisa o tem, kako je šlo 15 družin primorskih iz Prekmurja, o čemer bom še tudi kaj rekel, ker malo kdo ve. Iz Primorja? Da, iz Prekmurja, ne. Aha, kasneje, ja. Ja, ti so enih 200 primorcev je iz Trnišča, kjer so bili po prvi svetovni vojni v taborišču in tisti, ki so pribežali, niso vedeli, kaj z njima, so jim dali 5% razlaščene agrarne zemlje madžarskih veleposestnikov, 5% te zemlje, ki je bila za koloniste, so dali tem 16 primorskim družinam, oziroma 200 jih je bilo tam. In so naredili vas z naslovom Benica, v njej je začetek besede Beneška, Slovenija. Zato so dali vas, ki je ni bilo, so zgradili z lesom barak iz Trnišča, med Ledavo in Muro, ki je zelo poplavljala. Še danes Prekmurci, domačini, radi rečejo, mi smo predelali na madžarskih posestvih, potem so pa jih dali nekim Primorcem. Pa so se šli pritožiti tudi vse v Beograd, Klekl jih je peljal kralju Aleksandru, ki pa je na srečo vztrajal. Jaz jim vedno rečem, šlo je za 5% te zemlje. In šlo je za tisto, ki je vi niste hoteli, ker ste vedeli, da tam za 1 meter po zimi poplavi. Oni pa so si tam to naivno zgradili. To je posebna osoda, so 3 vasi, Pince, Marov, Petišovci pa Benica. In on je o tem že napisal dobro knjigo, ki pa je pol spomini, pol je leposlovje, ker sem začutil, da ima Stanko Bensa literarni talent, veliko je pa zgodovine, ker je mislil, da mora biti objektiven, pa je vse dokumentiral. Zdaj pa mi pravi, da ima knjigo o tem, kako je šlo 16 teh družin Banat, ker so čuli, da bi tam lahko dobili tudi 10 hektarov zemlje. In so odpotovali iz cele Jugoslavije, po nekem proporcu so prišli tja kolonisti. Hitro se je izkazalo, da Črnogorci naprimer niso ločili, kaj je trava, kaj pa pšenica, ker nimajo pol tam takih, da z njimi ni bilo sreče. Pol so po vzoru Rusov naredili, Sovjetov naredili zadruge, kolhoze, pa je tudi propadlo in razen ene družine so se vsi vrnili čez 5 let, 6 let v Prekmurje ali kam drugam. In mi reče, da ima v tem knjigo, oziroma daj posodi mi, meni bi to prišlo prav. In sem bil presenečen. Knjiga je v polovici nek nostalgična proza,
kako se ena gospa na tem vlaku v Vršac spominja svojega otroštva, prihoda v Prekmurje, groznih stvari v madžarskem nacističnem taborišču Šarvar, o katerem se zaradi dobrih odnosov ne govori, o Dachau. Ena komisija je rekla, da je to enako težka stvar kot Dachau. Komisija Rdečega križa iz Pariza je takrat napisala, da so razmere enake, samo da ni krematorija. Drugače pa je to isto grozen taborišče. Torej neki ženski gre vse to po glavi in njena družina. Potem, ko pride v Vršac, se odprejo vse usode in popisuje, kako je izgledalo Vršcu, ker so bili Slovenci najbolj pridni, najbolj ubogljivi in največ naredili. Naredili javno vinsko trgatev, naredili, ne boš živel, naredili kurentovanje, proslave dneva žena, igrali igre, so pomenili za Vršac neko veliko spoštovanje. Jaz sem bil v Vršcu, ker so igrali moj ata socialistični kulak, ker sem bil Sterjevo nagrado, Sterje pa bil iz Vršca. In po premjeri, ko sem se tam nekimi kozarci, jaz sicer soka, drugi odličnega vina, z istih krajev, je prišla k meni ena ženska pa rekla, veste, jaz sem tudi Slovenka, sem iz Prekmurja in je to tak, mislim, da je teta Staneta Bense, ki je tam ostala in se poročila. Pomeni, ta knjiga je velik dokument, Stanko jo je napisal sam. Jaz sem malo interveniral in sem malo na njega ujezil. Sem rekel, pa ti spet mešaš dokumente, pravne arhive, kar vse naredi en del, ki je pisateljski del, zadaj pa naredi dodatek. In je več čas govoril, da ni sposoben, me je povabil nekam, sva bila skupaj en teden in sva skupaj šla od stavka do stavka. To, da naj ponovim, vse to nisem rekel, rekel sem, da imam zaslugo, da je knjiga zunaj in imaš jo tudi ti, gospod Hedl. Jaz sem rekel, nišče na svetu mi ne bo tega tiskal. Se lahko najde človek, ki bo v tem videl ceno. In sem v spremni besedi napisal, sem zelo hvaležen vašemu zavodu in njemu, ker smo človeku, ki je življenje posvetil nostalgiji po Primorski in jo prenašal v Prekmurje, ki je znal vse dokumentirati, ki poskuša biti skrajno pošten, je nastala knjiga Nikjer doma, ker je mama, ta Marija Perič, ki je glavna junakinja, tista gospa je rekla, zdaj se vozimo, otroci, niti ne vemo prav, kaj gremo, to je vlak Nikjer doma. In se mi tudi ta delno poetičen naslov zdel in kam podol pred tem človekom, ki je daleč od tega, da bi bil pisatelj, se je moral izšolati do fakultete, vse obdelo in ki je v kovinski industriji v Lendavi delal.